Predlagam pa torej, da nadaljujemo. Na prosojnici imate že naslov naslednjega predavanja magistra Romana Renarja, in sicer Taktilne karte in slike, razvoj pripomočkov in njihova uporaba v različnih časovnih obdobjih. Pa da spet zelo na kratko predstavim referenta. Magister Roman Renar je 14 let deloval in bil direktor na Geodetskem inštitutu Slovenije. Na strokovnem področju taktilnih kart in slik za slepe pa je uveljavljen strokovnjak tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Je avtor številnih znanstveno-strokovnih člankov na to temo in predavatelj na številnih institucijah, univerzah doma in po svetu. Lepo prosim. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, spoštovani gosti. Jaz bom zastavil vprašanje, kaj pa slike in pa zemljevidi, ne? V vsaki knjigi se nahajajo tudi zemljevidi in pa slike. Jaz bom danes predaval pravzaprav o tej temi in bomo videli, kje se razlikuje pravzaprav med knjigami za videče in kaj pomenijo pravzaprav slike in pa taktilni zemljevidi za slepe. Nekatere stvari bo mogoče malo generaliziral, tako da tisti, ki ste bolj strokovnjaki, ne me potem za vsako besedo vleči, tako da bodo stvari mogoče bolj enostavno razumljive. Predavanje sem razdelil v 4 sklope, videli jih bomo pravzaprav kasneje. In prihajam na prvo poglavje in sprašujem vas, zastavljam vprašanje, če morda ve, katera je najstarejša ohranjena slika v svetu. Lahko pomagam, da je v Franciji v jami. Ne? Ja, tako. In sicer je stara približno 20 000 let. Jaz sem imel še priložnost, da jo vidim, kasneje so jamo več ali manj zaprli. Ne? Tako da tale trditev, ki je vsem znana, slika pove več kot 1000 besed, ne? Kaj pa pri slepem človeku to pomeni? In zdaj, če vidimo, poskušal bom nekatere dogodke v zgodovini človeštva pravzaprav primerjati, ne? Vidimo, 20 000 let pred našim štetjem je v jami ohranjena prva slika. Kaj pa pisava? Pisavo sem iskal, pisava je nastala 6000 let, je ohranjen zapis na klinopisu. In sicer pisava se je razvila zaradi tega, da so ljudje beležili ekonomijo, koliko osličkov, koliko tega, tretjega, bom rekel, so nekomu posodili, prodali in tako dalje. Zdaj, če to vse skupaj damo skupaj, ne, dobimo karto. Ne. Karta je mogoče tisto, kar sem iskal, kdaj je ohranjena, sem našel 2000 let pred našim štetjem, je karta neke dinastije na Kitajskem, ki zopet govori o posedovanju zemlje, se pravi zopet o neki ekonomiji. Ne. In zdaj, če vse to pogledamo, potem pa, kaj pa slepi? Za hip vas bom pustil pravzaprav v temi, ne? Ker dejansko, če bi bili slepi, bi bili v temi. In bi vas vprašal naslednje vprašanje, ali bi znali priti do vhoda? Zdajle ven, prišli ste noter, ne? Kako bi pa prišli ven, to je prvo vprašanje, ne? In sicer poznamo 3 metode, kako bi se vrnili, ne. Pri vsakem bi morali pravzaprav imeti kognitivno ali pa miselno karto. In če jo niste ustvarjali, imate pravzaprav velik problem, ne. Prvi način, kako bi prišli ven, ne, tako da vam jaz dam navodila. Se pravi, da zavijte levo pod kotom 90 stopinj, napravite 2 koraka, potem zavijte še enkrat levo in napravite 10 korakov. Ta način je malo utrujajoč in ni pravzaprav zelo dober, ampak se da tudi s tem načinom. Naslednji način je, da bi vas prijel pod roko in bi vas peljal ven, ne? Ampak sta 2 težavi potem dolgoročno. Ena težava je, da vedno nimate spremljevalca ali pa da nimamo spremljevalca, druga je pa, tako naseden vodi, smo manj pazljivi, si zelo malo zapolnimo, se pravi, spet imamo problem ustvariti miselno karto. Ne? Zdaj pa prosim luč nazaj, da ne bomo se ustrašili preveč. Zdaj, najbolj učinkovito
Vidimo pa iz študij, kako pridobimo pravzaprav miselno karto, ne, in prehajam na to, da so slike slepemu tudi pripomoček za gibanje v prostoru in pa za učenje različnih predmetov pravzaprav in razumevanje tudi teksta v knjigah. Zdaj tu vidimo eno študijo iz leta 1953, ko vidimo, kako si slepa oseba organizira prostor, ne, se pravi, zna parcialno organizirati, to je druga slika, zna parcialno organizirati objekte, ne zna pa jih smiselno združevati pravzaprav v celoto. Spodaj vidimo sliko, ki jo je izdelala slabovidna oseba z zavezanimi očmi, ta praktično že precej dobro sestavi svojo miselno karto. Zdaj se vračam mogoče, pa bom primerjal, kako je bilo pa s pisavo za slepe, pa za, bom rekel, slikami oziroma načrti za slepe. In če vidimo, je nastala ta pisava, ki jo je razvil Louis Braille, je 6 pik nastala leta 1824, javno je pa bila predstavljena leta 1829. Zdaj, če gremo nazaj pogledati, kdaj je za videče to nastalo, ne, in vidimo tisti prvi zemljevid 2000 let pred našim štetjem, je to 4000 let skoraj kasneje, ne. Ali pa če gledamo pisavo, tisti prvi klinopis 6000 let pred našim štetjem za videče, ne, in primerjamo tole tudi praktično 3800 oziroma ja, več kot 8000 let razlike, ne. Zdaj, tako, to je mogoče čisti zgodovinskega vidika ta primerjava. Poskušam še en moment pokazati, pravzaprav, kako pa je okolje videlo, bom rekel, slepe. In najbolje se to odrazi na nekaterih slikah. Tukaj vidimo sliko Slepi vodi slepega, neznanega avtorja iz 17. stoletja. In zakaj je meni toliko pri srcu? Zaradi tega, ker je gore vse tisto, kar pravzaprav tudi danes vidimo, ne. Slepi ima palico, potem ima na povodcu pravzaprav psa in še, bom rekel, eno škatlico, kjer je pravzaprav prosil za denar. Za nameček pa zadaj pravzaprav vodi še enega slepega. Zdaj, naslednja slika prikazuje še eno, bom rekel, še eno umetniško sliko upodobitev, in sicer zdravljenje slepega. In to je slonokoščena skrinja, zdravili Museo Sacros Vatikana 6. stoletja. Tu lahko povežemo pravzaprav že znanostjo in zdravljenjem v medicini. Prehajam na drugo poglavje, in sicer izdelava taktilnih kart in slik je relativno zahteven proces. Pri nas je ohranjena karta iz leta 1936 in sicer so bile to zelo enostavno kar stenske karte, ki smo jih prešili z vrvico, dodali različne elemente gor, se pravi kapice od žebljičkov in tako dalje, da so slepi tipali. Naslednjo karto, ki vidimo, je Italija z leta 950, ena druga tehnika, se pravi za prebaranjem s hrbtne strani, kar je zanimivo, da so že simboli gor in pa da vidimo, kako gorovja pravzaprav potekajo. Bolj je pa zanimivo pravzaprav zaradi samega tipa, kako so bili tiflopedagogi iznajdljivi, da bi slepemu pravzaprav prikazali pripomočke. Imam še eno karto, in sicer ta je pa z leta 57, takrat je pa v Sloveniji že delovala ena zelo, bom rekel, močno tiflopedagoška skupina, to je bil Petrič in pa Zorec, in so razvili so ta bločni način prikaza. Zdaj, če bi bili, bom rekel, če bi bolj producirali v prostor, bi videli, da so bili tudi približno 2-3 leta pred Marburgom, ki je takrat bil tudi center za taktilno grafiko. Zdaj, tisto, kar sem povedal, pravzaprav pomeni, da je vsako živo bitje se nahaja v prostoru. Povedal sem, da manjkajoči koncept pravzaprav najlažje dobimo pravzaprav s taktilno karto in sliko. Če si predstavljamo, kako bi si predstavljali obliko enega velikega stolpa ali rože, ali pa, bom rekel, čisto različnih pravzaprav pojmov, je to kar zahteven proces. Še bolj zahteven proces je pa potem veliko slik ali pa veliko takih, bom rekel, izvodov napravi, da jih lahko damo kot prilogo pravzaprav v knjigi.
Zdaj, tisto, kar sem še govoril, je razumevanje prostora, ne. Ko je prišla Aleksandra k nam na projekt, sem na steno nalepil taktilne karte, ne, in Aleksandra mi je rekla takole, en del Ljubljane poznam in se upam hoditi, drugega dela pravzaprav se pa ga pa ne poznam, se pa ne upam. In potem, ko sva zlepila karte skupaj in je potipala s prsti in je rekla, aha, Tivoli se nadaljuje tukajle naprej, ne, tukajle je pa podhod pravzaprav železniški, zdaj pa znam priti nazaj na svojo lokacijo v stanovanje. Nič drugega pravzaprav nismo napravili, kot en delček miselne karte smo vstavili, oziroma jo je ona, ker je izredno hitra, jo je pravzaprav predstavila svojo glavo in jo je s prsti, ko je prebrala, dobila tisti makajoči koncept pravzaprav v prostoru. Tisto, kar mora slepi seveda, če se giba v prostoru, ima 3 stopnje. Prvo je pravzaprav orientacija, to pomeni, da ve, kje je, ne. Druga stvar je navigacija, se pravi, da ve, kako bo z točke po pravilih iz A točke v B točko prišel, potem je pa samo mobilno gibanje, ko ima neko napravco, ko ima belo palico in mora to tudi potem uresničiti z gibanjem v prostoru. Tisto, kar je pomembno, pa ker bo Andreja nadaljevala, je pa potem oprema prostora, se pravi, da je čim manj ovir, da so označbe v prostoru, da so pločniki označeni in tako dalje. Zdaj vidimo še nekaj, bi rad opozoril, ne. Ko mi gledamo z očmi, takoj pravzaprav, bom rekel, percipiramo celo sliko, ne. Ko beremo s prsti, imamo še en problem pravzaprav dekodiranja informacij. Najlažje ga poenostavim pravzaprav ali pa predstavim s tole, se pravi, če bi vzeli za, bom rekel, papir in za kovanec veliko odprtino in bi poskušali stensko karto prebrati, ne, in bi vam, bom rekel, premikal ta list papirja in bi vas potem vprašal, kaj ste videli, ne. Tako približno, bom rekel, bere slepi in potem mora vse informacije, ki jih je predhodno pravzaprav prebral, spraviti v eno celoto, se pravi v eno celotno sliko. Prehajam še mogoče malo bolj na strokovno področje, na samo izdelavo taktilnih kart, toliko mogoče samo za pokušino. In sicer vprašanje je zopet preprosto, ne. Kako celo Evropo spravimo na en majhen list papirja? Kako celo Ljubljano spraviti na en samcat list papirja, ne? To pri nas študente 4-5 let drsamo na fakulteti, da to približno potem znajo kaj napraviti, ne. Odgovor je pravzaprav težko, ne. Tako da, ko delamo, sami moramo uporabiti merilo, metode generalizacije, moramo malo spuščati elemente, združevati, ena hiška včasih pomeni 5 hišk, včasih je celo naselje pravzaprav prikazano samo z eno točko in tako dalje. Pravzaprav pridemo tudi do enih simbolov, ki jih uporabljamo potem v drugi točki in so večinoma pravzaprav standardizirani in se nihče ne sprašuje več, če imamo, bom rekel, neko točko pa mesto pravzaprav narisano, a ne. Tako pri slepih je še zelo pomembna uporaba različnih materialov, ker stvari tipajo. Zdaj tukaj vidimo pogojne znake, slovensko bi moral reči pogojni znaki, zato ker simboli prihaja beseda z angleščine in ni, bom rekel, strokovno pravilna, pa skoraj vedno v pogovornem jeziku uporabljamo simboli. Tu vidimo standardne simbolne znake za orientacijo in pa mobilnost. Naslednji so pa pogojni znaki, ki smo jih leta 1993 objavili v znanstveni reviji, v inštitut je izvedel pravzaprav raziskavo, ker nekaj časa nam niso hoteli spublicirati tele raziskave, trdili smo, oziroma, da so ti pogojni znaki točkovni, ki so gor in linijski in še eni so ploskovni, da so najbolj berljivi pri slepih. Tisto, kar smo naredili, da smo vse dotedanje študije, ki so bile znane, pravzaprav preiskali, naredili statistično oziroma analizo in pokazali se je, da je teh 5 znakov, pravzaprav točkovnih, vedno berljivo, tudi če zamenjamo material. Ne, tako da potem smo bili pa zelo veseli, ko so to našo trditev in raziskavo pravzaprav zdaj povzeli in jo uporabljajo tudi po celem svetu. Če bi vam zastavil še eno vprašanje, kaj mislite, koliko mora biti velik točkovni znak, da ga
slepi prebere kot točko in ne kot površino. 5 mm približno ima, ja. Ko gremo proti 6 in 7 mm, pomeni, da, bom rekel, prehaja znak iz točkovnega v površinski in na tisti meji je zelo slabo berljiv, lahko za 100% poslabšamo hitrost branja. Tako da teh pravil pri pripravi slik in pa, bom rekel, taktilnih zemljevidov je izjemno veliko, se jih pa potem človek nauči skozi prakso. Nekoliko še o tej tematiki, kako napraviti samo en izvod ali pa več izvod taktilnih slik in pa zemljevidov, recimo kot prilogo neki knjigi. In sicer poznamo te ročne tehnike, ker se izreže, nalepi, ali pa, bom rekel, pozitivna folija, ker potegnemo z neko konico in folijo, ki je položena na gumo čez in se pravzaprav ta stvar dvigne, ne. Do današnjih modernih tehnik, mogoče, kjer sta najbolj poznana mikrokapsulni papir in pa 3D tiskanje. Jaz bom mogoče samo v zadnji nekaj stvari pravzaprav pokazal. Danes seveda delamo vse na zahtevo uporabnika, to je pravzaprav že tudi nekako mogoče ekonomska krilatica, ampak vseeno je, bom rekel, se da karto in sliko izdelati na zahtevo uporabnika. Če delamo karto, to, kar delamo zdaj na projektu za knjižnico in bomo izdelali 9 takšnih kart, pravzaprav najprej izberemo takšnole območje, potem postavimo 3D model, gremo še na teren, se pravi, da vnesemo tiste podatke, ki jih nimamo v samem računalniku in potem se to natisne na taklem stroju. Ta stroj pravzaprav nanaša prah in v 2 urah približno imamo izdelan celotni pravzaprav model, na katerega potem napnemo s termovakuumsko metodo, bom rekel, folijo in potem dobimo recimo 200 izvodov odtisa. Vmes moramo tale model pravzaprav še kemično utrditi in dobimo takle rezultat. Vidimo karto Evrope, Evropske unije, ki smo jo tudi testno izdelali v eni diplomski nalogi. Zdaj, po Sloveniji smo izdelali že vrsto različnih pravzaprav prikazov. Tole je tradicionalna pridelava soli in sicer v muzeju solinarstva v Portorožu oziroma v Luciji se nahaja model, je velik približno 1,25 m. Tam se vidi natanko, kako je tekla voda, tako da slepi to lahko potipa. Zdaj, tukaj imam še en model iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino in sicer je naslov je Na deželi, kaže pa model, ki kaže nek grad, potem reko, ki teče, tako da slepi lahko pravzaprav to potipa. Zanimiva stvar mi je bila, kako so recimo geografi predstavili osončje, ne, tako da so v sredini dali žaranco, ki je zapekla, ko so slepi pravzaprav prijeli, potem so se pa okrog premikali neki, bom rekel, neke te krogle, ki so krožile okrog te žarnice, a ne. Zdaj to v neko taktilno sliko spravite tudi kar izziv. Zdaj tukaj imam še en primer ročno izdelane snežne rože Laksine Krmavner, kjer je uporabljal različne materiale in pravzaprav tudi barve. Tole je bil tudi en poseben izziv za nas izdelati in sicer so nas v Pokrajinskem muzeju v Celju prosili, če bi 3 krožnike šicove keramike spravili, se pravi prikazali v taktilni grafiki in tega smo se tudi lotili. Tukaj je rezultat enega krožnika, levo je originalni krožnik iz porcelana, desno pa taktilni krožnik. Tako da tisti, ki še ni bil tam, si to lahko v Pokrajinskem muzeju v Celju tudi ogleda. Zdaj tole je ta karta za orientacijo in mobilnost. Za to karto smo tudi prejeli nagrado kot Award for Excellence v kartografiji, zato kot najboljšo karto v svetu, kako smo pravzaprav simbole prikazali in kako smo se tega tudi lotili. Zdaj prihajam pravzaprav pa na zaključke, ne. Smo
digitalizaciji podatkov in novih tehnoloških rešitev, ne, to nedvomno že delno na projektu pravzaprav upoštevamo, ne. Se pravi, prehajamo v digitalni svet, ne. Zdaj vprašanje samo, koliko hitro, ne, pa koliko se potem uporabniki lahko pri tem tudi sami učijo. Zdaj tukaj le vidimo GPS sistem in pa umetni vid, ne. Že ta pravzaprav tehnologija je na pohodu in bo verjetno vedno bolj in bolj uporabna, ne. To pomeni, da lahko slepega navigira na terenu, ne. Imamo pa seveda še nekaj težav, ki so, da je potrebno v tako napravco dobre podatke ustaviti in podatki predstavljajo običajno 90–95% stroškov in pa vseh naporov, ne. Druga stvar je, ker prihaja tudi umetni vid, to pomeni, da sta običajno poenostavljena dve kamerci, ki se procesirata v realnem času in prepoznavata nasproti vozeče vozilo, recimo kolesarja in tako dalje, in pravzaprav potem v neki audio obliki slepemu, recimo skozi slušalko ali pa skozi nek zvočnik pravzaprav povesta, da se mu približuje pešec, ne. Problem je verjetno takrat, kadar pada sneg, so sence in tako dalje, tako da v nekaterih primerih pa pač so take težave, da je potrebno povedati, da recimo GPS ne dela, če nima dovolj satelitov, ne, ali pa da je recimo tudi, če ne more prepoznati slike, ta umetni vid, da pove, da ne funkcionira, ne. To se mi zdi zelo pomembno. Je pa tisti, ki to lahko že malo poskusijo, ne, sigurno, da ta tehnologija pravzaprav prihaja. Tukaj le vidimo, da smo mi že na inštitutu preizkušali leta 2005 in v Londonu predstavili navigacijski sistem. Tam, če vidite slepi gor v kapci, ima vgrajen sprejemnik tukaj le gor, ne, v roki ima pa pač bom rekel mini računalnik, ki ga je usmerjal, tako da so tudi na začudenje že v Londonu takrat rekli, da smo mi sposobni nekatere take stvari, bom rekel, preizkusiti. Problem pa leži v to, ker je ekonomski, ker ta hip na svetu deluje Garmin in pa še dva proizvajalca, ki so tako rekoč zakupili vse pravice, vse podatke, ne, in mi smo potem želeli, bom rekel, mi smo za Ljubljano leta 2006 napravili bazo ovir, tukajle pravzaprav vidite, in smo šli v smeri varnih poti in smo z ameriškim proizvajalcem želeli te podatke tudi pripeljati na napravo, ampak nam komercialno ni dovolj, tako da mi smo tisto napravo kupili, jo razšraufali, ne, in mislim pa, da s pametnimi telefoni pravzaprav zdaj prihaja čas, ko bomo lahko tudi svoje rešitve pravzaprav pripeljali na takšne naprave. Zdaj, tukaj imam še zadnji slajd pravzaprav in zgodovina kaže, da so bili dobro sprejeti in peljani samo tisti pripomočki v življenje slepih, ki so enostavni za uporabo, učinkoviti in pa stroškovno sprejemljivi. To, kar je edino prav tudi, ne. Tisto, kar bi jaz rad še poudaril, ne, pa je že predsednik prej tudi, da imamo v svojih mislih, ko delamo tudi ta projekt, še, bom rekel, veliko idej, ne. Tako da eno je sigurno še večja uporaba pravzaprav zvoka na taktilnih kartah, ker se, bom rekel, slepi potem 3–4 hitreje bere takšno sliko. Drugo pa je, bom rekel, tudi želja, da Slovenija postane prepoznavna mogoče najprej na področju taktilnih kart in slik in mogoče tudi center najprej za Balkan, pa mogoče kasneje tudi še za vzhodno Evropo, ne. To je pa tisto, ker tudi ta projekt, ki nam zdaj, ki teče pravzaprav, da izredno veliko misel, da v Sloveniji imamo še neke potenciale, ne, in če bomo pravilno v tej skupini delovali, če bomo dovolj hitri, da bomo imeli na koncu projekta še veliko pametnih idej. Toliko. Hvala za vašo pozornost. Lepa hvala. Publiko, prosim za odzive, vprašanja. Kakšni komentarji?